Samo preverjam, če Audijeve trditve držijo bolj za hec kot za res. Med notranjo oblogo vrat in med karoserijo naj bi bilo manj kot milimeter prostora in toliko naj bi ga ostalo tudi po 20 letih takšnega početja. Samo meritev tesnenja vrat pri enem modelu stane več kot eno družinska hiša, da si boste lažje predstavljali, zakaj so premiumski avtomobili tako dragi. Sicer pa je A3 prišel ob najbolj pravem času ali pa ob najbolj napačnem. V letošnjem letu so na naše ceste namreč zapeljali novi Volvo V40, Mercedes-Benz A in nova BMW-jeva enica. Vsi zelo dobri. Če je A3 vsaj toliko dober ali boljši, potem je čas primeren, če pa ni, potem pa ne. Lahko bi rekel, da gre za premium Golfa, ker pač oba čepita na enaki platformi, ampak bi mu delal krivico, pa čeprav bo novi Golf zelo dober avtomobil. Tule notri je počutje namreč odlično, popolno, material je vrhunski, položaj za volanom takoj zelo dober, ergonomija pa je naredila velik korak naprej. Stikal je zelo malo, da vse skupaj ni konfuzno, kljub temu, da ima tesni avtomobil ogromno dodatne opreme. Nastavitve podvozja spreminjam enostavno z enim samim stikalom, s tem le denimo dvigam in spuščam ta velik zaslon, s telimi pa nadzorujem vse ostalo, od radija, navigacije in nastavitev. Spredaj je prostora dovolj, zadaj pa ga bo pri kolenih dokaj hitro zmanjkalo, ker to ni pač najpomembnejša stvar. Je pa novi A3 občutno lažji in to se zelo pozna. Tudi ko podvozi in krmilni mehanizem nista na načinu sport, je A3 neverjetno dinamičen. Sploh se mi ne zazdi, da vozim avtomobil, ampak da sem del njega. Čeprav ni športno trd, skoraj ne morem verjeti, kako lahkotno se premikava, kot bi vozil igračo. Ker je lažji, tudi porabi manj, sam bi sicer raje izbral katerega od bencinskih motorjev TFSI, ampak je tudi ta TDI zelo dober. Je lepo prožen, zunaj malce robat, znotraj pa se ga skoraj ne sliši, pa še porabi le okrog 5,5 litrov. Je A3 torej prišel ob pravem času? Je, ker je odličen. Zame osebno ima le dve hibi. Kot kakšna ultramoderna hiša, ki odlično izgleda, je bivalno sterilna, vse dokler je ne napolnimo z običajno kramo, je tudi A3 zame preveč sterilen. No, druga stvar pa je njegova oblika, ki je enaka kot pri vseh Audijih in pravzaprav dolgočasna.